Opa, spet se gledamo in tudi pravi tako. Dobrodošli v novi epizodi Testure oziroma dobrodošli na koncu sveta, kot pravite v tem kraju. Današnja pot me je ponesla v najbolj zahodno vas slovenskega ozemlja in sicer v vas Robidišče. Ja, ker sem se z Ljubljane peljal proti tej točki, sem si mislil, fak, pa kje revukojebina je to. Pa se na nek način je res, ampak takoj, ko sem se prišel sem začutil neverjetno pristnost, spokojni mir, brez hrupa, daleč stran od avtoceste. Ta pa je punim stari, lej, zdaj ti to videl, si posnel to? V letu disko, lokalc ne jebe, fucking nič. Robidišče predstavlja dobro izhodišče za raziskovanje Posočja kot za raziskovanje Beničije in Furlanije. Tako pravijo. Nedaleč stran se nahaja najtoplejša alpska reka Nadiža, vse glavne zanimivosti in znamenitosti doline Soče in Triglavskega narodnega parka pa so dosegljivo manj kot pol ure vožnje. Ampak zdaj pa dosti tega poučnega stranja, ker nismo v šoli, ampak smo YouTube Mountain Bike kanal in dajmo pogledati tisto, za kar smo res sem prišli, in to je Robidišče Trail Center. Gremo! Trail Center je po besedah obiskovalcev, s katerimi sem imel možnost govoriti, zaživel in valjda sem jaz mogel to iti preizkusiti. Kako zdaj to vse poteka? Nič lažjega. Najprej valjda kupiš karto v njihovi bazi. Karte zdaj delijo na pedaling, na e-bike in na shuttle in iz vsake grupe lahko kupiš enodnevno, dvodnevno, tedensko in pa letno karto. Trenutno se lahko pohvalijo s 5 progami, ki skupaj zberejo 10 km in na vrhu je še Skills Park. Na 2 vstopnih točkah vas njihova shuttle flota v 5 minutah vrne na izhodišče trailov naročje gravitacije, kot sami pravijo. Kako zdaj potekajo traili? Ni panike, vse bomo razložili. Glejte, zelena obarvana je najlažja in se imenuje Fat Hans. Se pravi, to je trailček, lepa enoslednica, tekoča, brez kakršnih kolover, lepi ovinki, se pravi, primerna za otroke in starše. Pa tudi jaz sem zelo užival, ker je lep flow, zelo lep flow. Naslednje so pa potem modro obarvane, srednja težavnost in sicer začne se kle s Fit Helgo pa Logije. In zdaj gre se za krasno napeljane enoslednice z lepim flowom, razgiban teren, vmes se par skokov, ampak nič drame, da se jih vse obvozati. Tisti, ki ste pa pogumni, greste pa čez. Traja 2,1 km je Logije, Fit Helga je dolga 1,7 km. Luštna zadeva, pa še tretja moder je pa Šumba Trail, ne? S krasnim vstopom, takim, kot da bi vstopil v vulvo. In jaz sem zelo lepo zaplaval vanga. Gre se za tak mal krajši trail, pol kilometra dolg, lepa enoslednica, razgibana in potem se Šumba priključi na Napoleona, ki je pa rdeča, torej najtežja proga v Robidišču Trail Center. Ne bom rekel, da je zdaj ful težka, je bila pa mogoče zdaj, ko smo bili mi, malo težka zaradi razmer, ne? 3 dni nazaj je dežval, pa še zdaj še ni posušilka, v gozdu je zelo veliko vlage in ful drsi. Noter so ene take skalce, ki so kalet in te znajo malo drmat, ne? Ampak vse ostalo zgori se začne zelo lepo, krasen, speglan flow, vmes imaš par skokov, vse se da obvozati, pa prideš v srednji del, kjer so skalce in potem spodnji del je spet zelo tak lušten, tekoč. Bom rekel, nič toliko težak, da vas ne bo slučajno ta najtežja prestrašila, je pa prav, da se je označil rdečo, ker kakšen začetnik zna imeti probleme na teh skalah. Pa imaš pa še Skills Park, malo valovčkov, lahko jih pumpaš, lahko jih dablaš, pa še par drobkov, lih toliko, da malo preizkusite svoje skile, preden se podate na traile. Kaj pa spanje, se sprašujete? Sploh ni panike, za vse je poskrbljeno. Če hočete, lahko kampirate pri Nadiži ali pa kle gor. Tisti, ki bi pa radi spali kot šef, greste pa v bazo Trail Centra, ki se pa nahaja pičlih 100 metrov od trailov in noter imajo krasna, lepo urejena gnezda za 2 ali pa za 4. Se pravi, vsaka soba ima svojo kopalnico, zelo lušten, lahko tudi zajtrkujete, chillate, grilate zvečer, pa valjda se bahate, koliko ste bili hudi čez dan. Tako da vse je super, več informacij o tem pa na njihovi spletni strani arbisha.si. Povezava je od spodaj v opisu pod videom. Milih bliz, ko skle v tej džungli se počutiš spokojno majhnim. So peaceful, I am
Ok, tlele smo na koncu, zadnja fura našega dvodnevnega osvajanja Robidišča in čas je, da dodam epilog te ekspedicije, ne. Ok, začnimo, lej. Nobena skrivnost ni, da so Neja, Miha, Luka in vsi ostali pomagači, ki so del te zgodbe, dali veliko truda, časa, denarja, da to uspe, da to tako laufa, kaj je, ne. In tle jim dam kapo dol, da so se to spravili delati in lepo je videti, da je res tako obrat v tem kraju, ki nikoli ne bi rekel, preden bi sem prišel. Druga stvar, traili niso lih my cup of tea, so pa zelo prijetni. Če bi jih mogel rangirati, bi dal na prvo mesto klasično Fit Helgo, zelo lep flow, na drugo mesto bi dal Fat Hansa, čeprav je najlažje, ampak ima res lepo naravo, pa tako preprosto, ampak uživaško. Na tretje mesto bi dal Shumbo, kratek, sladek, ta prav. Četrto Logieh, valjda, ker je zelo podoben Fit Helgi, ampak mogoče malo bolj spolzek je bil. Pa ta zadnji pa Napoleon. Zdaj, zakaj ta zadnji Napoleon? Ne zato, ker je najbolj zahteven, ampak zato, ker sem ga doživel najbolj mastnega. Ker imajo po mojem problem s to glino in v kombinaciji z dežjem pa vlago, ki je v gozdu, se to ne posuši v njih najhitreje. Tako da mogoče suh Napoleon bi bil zraven Fit Helge, ampak zdaj trenutno je na zadnjem mestu. Pika. Moram pa pohvaliti samo povezavo, kako to se laufa, da je v bistvu baza gor, da imaš 100 metrov dol začetek 3 trailov oziroma vseh trailov, pa Skills Park in da šatli imajo 2 točke, ki laufata nemoteno in da se vsega držijo. Ob 10 začnemo, ob 6 nehamo vmes, pa vozijo nemoteno in se nimam nobenih pripomb. Tako da bom rekel, za koga je to? Za družine, za kolesarje, ki si želijo neke dogodivščine, prijetnih trailov, pa na koncu gor v bazi druženja, grilanja, spoznavanja drugega, v glavnem primerjanja fur. To je to za vse tiste mlajše freeriderje, ki pa iščete neke večje skoke, bande, ultra težke terene, downhilla, pa tle ne boste najdeli. Definitivno pa priporočam vsem, da pridete pogledati, pa ustvarite svoje mnenje, ampak overall experience je bil zelo dober. Pa Nadiža je zelo krasna reka, lih prav temperatura in to je to. Kaj ne drugega rečem, najlepša hvala vsem za gostoljubje in topel sprejem. Zdaj gremo pa spiti eno zasluženo pivo v bazo, ne, v bazo, tako da se vidimo v naslednji vojni, ostanite črni. Mua.